Pozdravljeni. Spet je ponedeljek, ko smo znova skupaj na hagioterapevtskem večeru, ki je že 9. po vrsti. Vstopili smo že v velikonočni čas, ki nam po ostalem prinaša radost in veselje. Upam, da ste tudi letos lepo obhajali velikonočno tridnevje in veliko noč, ter da ste preko njih postali še bolj blizu Bogu. Mi pa se spomnimo, kaj smo že počeli na 8. hagioterapevtskem večeru. Spregovorili smo o pomenu in bogastvu odpuščanja in rekli, da mora to izkustvo v sebi neprenehoma nositi tudi hagioasistent ter biti na odpuščanje vedno pripravljen. Zato hagioasistent ne obsoja druge. Rekli smo tudi, da sta odpuščanje in kesanje temeljni pogoj in podlaga za iskreno in pravo molitev. Najpopolnejše in absolutno odpuščanje pa smo dejali, da prejmemo v Jezusovem imenu pri sveti spovedi. Poudarili smo, da nam Bog preko svete spovedi govori, da je odpuščanje sveta stvar in da želi, da odpuščanje postane tudi merilo in vodilo našega življenja in da to odpuščanje tudi delimo drugim. Sedaj pa pripravimo svoje srca za nove, bogate vsebine o hagioterapiji, pa tudi o krepostih, ki so pomembni in sestavni del krščanskega življenja, da lahko ohranimo svojo avtonomijo in pravi odnos do samega sebe, do bližnjih, do Boga in do celotnega stvarstva. Kar se tiče hagioterapije, imamo v Sloveniji 2 centra za hagioterapijo. Enega v Turnem, občini Šentjur, Pošta Gorica pri Slivnici, in enega na Uncu. Cilj dela v hagioterapevtskih centrih je pomagati ljudem v njihovih stiskah, bolečinah in trpljenju. Kot smo že večkrat poudarili, je področje delovanja hagioterapije duhovno. Duh je namreč svoboda, a svoboda je odgovornost, iz česar nastane ali občutek krivde in nesmisla, ali pa občutek smisla in miru. Duh presega psihično in somatsko področje v človeku. Duh je v človekovi osebnosti in torej ni neki del človeka. Samo njegovo življenje je duhovno, zato ga v duhovnih težavah ne more rešiti človek, ki živi v omejeni zemeljski resničnosti. Duh mu tudi daje sposobnost autorefleksije, v kateri sam sebe nekako presoja. On osmišlja psihofizično strukturo človeka, ji daje moč in funkcionalnost. Duh je sposobnost človeka, da se dvigne nad svoje trpljenje, da se postavi in dvigne nad svoje travme in celo nad smrt. Je neuničljiv, z duhom človek transcendira vse materialno in psihično. Še vedno ima upanje, pa čeprav se vse okoli njega podira in ruši. Veruje v smisel in preživetje samega sebe, tudi če življenje izgublja. Po duhu namreč spoznava svojega stvarnika narave in vsega, kar biva, tudi človeške zgodovine. Vse te vsebine ne spadajo niti v somatsko, kot tudi ne v psihično področje. Človeka se ne da ustaviti v njegovi duhovni brezkončnosti. To so področja, ki so izven dosega zdravnika in psihiatra, kajti mnoge težave so namreč prenehale, tudi telesne ali psihične, če se je stopilo k njim v skladu z zakonitostmi duhovne dimenzije. Obstaja namreč struktura duhovne dimenzije, ki ima svoje zakone. Če se ti zakoni ne upoštevajo, se človek zruši, je nemočen, ne najde smisla, trpi, lahko je celo suicidalen. Ko se ga uvede v spoštovanje teh zakonitosti, ki se odražajo tako na intelektualnem kot moralno-etičnem področju, vse to preneha. Če smo na primer nekomu storili nekaj hudega, ranili njegovo duhovno strukturo, moramo to popraviti. A človek je vendar bitje prostora in časa, zato ne more prizadetemu popraviti pretekle škode in odvzeti prizadetekemu trpljenja. To lahko stori le nekdo, ki je večen, kar pomeni izven prostora in časa, ki je svoboden od greha in zla in ki ima nad njima celo oblast. To je torej Bog, ki je edina človekova temeljna in središčna komponenta za duhovno zdravje in osvobajanje.
Prav ta Bog se oznanja v osebi Jezusa iz Nazareta, ki v cerkvi in po njej ljudi zdravi in osvobaja. Bog, stvarnik in odrešenik človeka, je središčna predpostavka za njegovo razumevanje, za zdravljenje njegove duhovne patologije in osmišljanje njegove prihodnosti. Bog je človeška usoda in njegovo izvorno vseobsegajoče zdravilo duhovne dimenzije. Hagioterapija je nerazumljena brez Boga, ker se v njej prepozna Božje delovanje, a v njegovi prisotnosti se lahko odkrijejo človekove duhovne travme, katere se zdravijo samo z njegovo pomočjo. Kreposti so neizbežno potrebne v krščansko-molitvenem življenju in v življenju po evangeliju. Da je molitev iskrena, stanovitna, osebna, predana, zaupljiva, ljubeča, morajo biti v našem življenju na delu človeške in Božje kreposti. V molitvi se lahko človek pred Bogom odpira in prosi za kreposti, ker želi biti svoboden in dovolj močen za izvrševanje dobrega v življenju oziroma za izvrševanje Božjih načrtov. Hagioterapija nam jasno govori, kako so kreposti neizbežno potrebne in temeljnega pomena za naše celotno samostojno življenje, da smo lahko gospodari nad svojim telesom, torej nad našimi poželjenji, strastmi in slabimi razvadami. Kreposti nam pomagajo, da lahko lažje premagujemo in obvladujemo skušnjave ter slaba nagnjenja našega življenja. Človeška poželjenja, strasti in razvade so kakor neukrotljivi ali jeznoriti konjički, pravijo cerkvini očetje, ki jih lahko ukrotimo samo z uzdami, ki se imenujejo kreposti. To pomeni, da so kreposti še bolj pomembni kot darovi, saj če nismo dovolj krepostni, lahko zapravimo marsikatere ali celo vse pridobljene darove. Če se dovolj in prav ceniš, je vredno, da sedaj prisluhneš vsebinam kreposti in vrlin. Vrline in kreposti so trdne in trajne sposobnosti človekovega življenja in delovanja. Če želiš postati kreposten, moraš imeti zdrav karakter. Karakter je tvoja moč za dobro in plemenito, moč za pravilno odločanje. Karakteren človek je zvest resnici in vztrajen ljubezni. Takšen človek ne more biti odvisnik, ker je karakter njegova moč za zmago nad skušnjavami. Ker ne verjame neuspehu in negativnostim, je sposoben premagati depresijo, saj je na drugi strani kot takšen v ozkem prijateljskem odnosu s svojim stvarnikom. Da bi mogel biti človek značajen, se mora vedno znova dvigniti na duhovno raven, kar pomeni dati prednost svoji duhovni dimenziji, ki je lastna le njemu kot človeku, in se ne prepustiti zgolj psihofizični razsežnosti, katera te lahko zapelje v različne vrste suženjstva. Vse, kar je na psihofizični ravni, je omejeno, minljivo in slabi tvoj značaj. Zato je potrebno svoj karakter neprestano hraniti z novimi odločitvami in cilji za dobro in resnično. Če boš postal človek zdravega značaja, boš trdno stal na tleh. Ljudje ti bodo verjeli, te spoštovali in si želeli postati tvoji prijatelji. Ustavi se za trenutek in premisli. Ali se ljudje lahko zanesejo nate? Ali so prepričani, da so ob tebi varni, da jih boš vedno razumel in jim pomagal, da jih ne boš nikoli obsojal? To lahko dosežeš le z vajo. Človeka namreč v veliki meri oblikujejo navade, ki postajajo njegova usoda. Če 3 ali 4-krat nekaj vzameš ali narediš, to postane tvoja navada. Dobre navade so vrline, so nasprotje slabostim in so možen izhod iz raznih odvisnosti na poti v svobodo. Da bi torej to dosegel, moraš vaditi dobre navade in postajal boš vedno bolj značajen. Vaja pomeni zate nenehen razvoj.
Vedno novi ideali, vedno novi cilji bodo tvoji motivi za hojo v tej smeri. Zelo pomembno je tudi, da se navadiš odrekati. Odrekanje pa čeprav malim stvarem ti bo prineslo veliko zadovoljstvo, ker boš spoznal, da zmoreš obvladati samega sebe. To spoznanje te bo opogumilo, da boš z močjo svojega duha obvladal vsako še tako zahtevno situacijo, da boš zmogel sprejeti vsakršno bolezen in trpljenje. To je znak, da si gospodar svojega telesa, da te majhni užitki in zadovoljstva ne morejo zasužniti in oslabiti tvojega značaja. Smisel življenja najdeš le, če ga živiš za velike stvari. Velika stvar pa je to, da imaš karakter. S prevračanjem sistema vrednot v sodobni družbi hočejo nekateri prikazati podkupovanje kot iznajdljivost, dobro načrtovano prevaro kot dobiček. Hočejo pokazati, da je pridobivanje bogastva na nepošten način in brez truda modro. A vse to se na njihovem karakterju odraža še kako negativno. S takšno držo postaja človek vedno bolj nehuman, nepošten in nepravičen. Njegov karakter je vedno huje bolan. Človek ima bolan karakter, trpi na duhovni ravni. Ne more se srečati samim seboj, beži od sebe. Išče svojo notranjo svobodo in mir, a jih ne more najti. Kajti svoboda in mir nista na isti ravni kot tisto slabo, čemur se je ta človek predal in kar ga je zasužnjelo. Zato zberi zdaj svoj pogum in se obrni k temu, kar je neminljivo in vredno. Imej pogum biti človek in se trudi, da boš človek zgrajenega karakterja. Vedi, da je vredno biti in ne samo imeti. Prav je, da se vprašamo tudi, kako so prvi kristjani gledali na kreposti. Kaj je za svetega Pavla pomenila krepost, tudi za svetega Petra, prvega papeža. Apostol Pavel pravi, vse, kar je resnično, kar je plemenito, kar je pravično, kar je čisto, kar je ljubeznivo, kar je častno, kar je količkaj krepostno in ugledno, vse to imejte v mislih. Lahko rečemo, da je to za svetega Pavla merilo, kaj je krepost in vrlina. Po katoliškem katekizmu cerkve je krepost trajno in trdno razpoloženje delati dobro. Za velikega cerkvenega očeta, škofa in duhovnega učitelja svetega Gregorja iz Nise je cilj krepostnega življenja postajati podoben Bogu. Ko človek živi kreposti, se nahaja v Božji navzočnosti, v kateri nič od tega, kar je imel, ne more izgubiti, ampak vse ohrani. Kdor svoje življenje izgubi, ga bo ohranil za večno življenje, pravi Jezus. Ko cerkev preverja določenega kandidata za to, da ga razglasi za svetnika, je eden izmed glavnih kriterijev ta, ali je ta kandidat zares živel krepostno življenje na herojski ravni. Če se spomnimo blažene drinske mučenke, med katerimi so tudi Slovenke, vidimo, kako so živele zares krepostno. Namreč dogodek pričuje, kako je eden izmed četnikov vstopil v samostan in v sobo ene od omenjenih blaženih drinskih mučenk in jo hotel grobo posiliti. In ko je omenjena redovnica to videla, je v sebi sklenila rajši umreti, kot pa grešiti, in se je vrgla z drugega nastropja in rajši umrla, kakor pa da bi grešila. Krepostno življenje zasledimo tudi pri blaženem Lojzetu Grozdetu, blaženemu Antonu Martinu Slomšku, pa tudi v vseh ostalih svetnikih cerkve, še posebej nam morda v ospredje stopa krepostni lik svetega Maksimilijana Kolbeja, ki je v taborišču Auschwitz dal svoje življenje za družinskega očeta.
Vse to nam govori, kako je krepostno življenje pomembno v našem življenju, kako ga moramo gojiti in vedno v svojem življenju si zanj prizadevati. Zakaj? Zato, ker v človeku velikokrat nastanejo etični konflikti, ker poželenja človeka navezujejo na zemeljsko in na omejeno. Imetje, denar in človeška slava lahko v človeku ustvarijo občutek, da so le-ti pomembnejši od etičnih vrednot in kreposti. Tedaj nastane konflikt. Človek, otrgan od transcendence in Boga, se začne bati ljudi, postane odvisen od stvari. Doživlja se kot zaprtega vase, otrgan od kreposti, ki bi urejale njegov odnos do ljudi in do Boga, je nesposoben spoznati Boga in tudi človeka v pravi luči. Ta konflikt ustvarja globinske strahove, nevroze in občutek časovne in prostorske utesnjenosti. Tudi depresije so normalna posledica takšnega življenja. Takšen človek očita drugim marsikaj, sebe samo pomiluje, zahteva od drugih nemogoče, postane brezobziren do drugih ter se pogosto približa lahko tudi celo samomoru. Zdravilo za takšno bolezen je odpreti se transcendenci, vrednotam in krepostim. Če ima človek kreposti in vrednote za cilj svojega življenja, se bo osvobodil odvisnosti in v njemu bodo izginili konflikti. Apostol Peter o tem pravi: prav zato prispevajte vso vnemo in tako dodajte vaši veri krepost. Kreposti spoznanje, spoznanju samovladanje, samovladanju stanovitnost, stanovitnosti pravo pobožnost, pravi pobožnosti bratoljubje, bratoljubju ljubezen. Dalje sveti Peter piše, kako je potrebno utrditi to odrešenje v nas. Le to pa se utrjuje s krepostnim življenjem, oziroma tako, kakor pravi, da se ubeži pred svetno poželjivo pokvarjenostjo. Apostol Peter piše, da je kristjan odrešen, toda to odrešenje je vedno znova ogroženo in zato ga je treba utrjevati. Zato se zahteva duhovna terapija. Sveti Peter poudarja, kdor pa teh kreposti nima, je slep in kratkoviden. Pozabil je, da je bil očiščen svojih nekdanjih grehov. Ko govorimo o krepostih, je prav, da se spomnimo, da so kreposti tudi moralne resnice, ki te izgrajujejo in s tem človeku omogočajo in ohranjajo življenje. Kreposti so torej varuhi in temelji tvoje svobode in tvojega življenja. Kakor se spoznanja znanstvene resnice sporejajo z zakonitostmi narave, z razumskim spoznanjem, tako se spoznajo tudi moralne kreposti kot resnice z usporejanjem moči kreposti v življenju s človekovo duhovno spoznanjem. Napredovanje v kreposti, spoznavanje dobrega in askeza povečajo gospodstvo volje nad svojimi dejanji. Vzburjenja in čustva se lahko oblikujejo v smeri kreposti ali pa sprevržajo v smer pregrehe. Duhovne bolezni so uničene kreposti in znamenja tega so hibe. Krepost je moralno zdravje, hiba pa bolezen, nezmernost, odvisnost, strahopetnost, nezvestoba, nezaupanje, grobost, strah, samopomilovanje, ljubosumnost, oholost, skopuštvo, zapiranje vase, deviacije na spolnem področju, sovraštvo, obup, jeza, agresivnost, vse to so znamenja uničenih vrednot. Ko govorimo o krepostih, ločujemo dve vrsti kreposti. Človeške kreposti in božje kreposti. Človeške kreposti so pridobljene z vzgojo, s premišljenimi dejanji in z vedno obnavljano vztrajnostjo v prizadevanju, očiščuje in dvigajo božjo milost. Uravnavajo
človeške kreposti naša dejanja, urejajo naše strasti in vodijo naše vedenje v skladu z razumom in vero. Z Božjo pomočjo te kreposti kujejo značaj in dajo lahkoto v izvrševanju dobrega in dajo veselje za naravno lepo življenje. Kreposten človek je srečen, da jih prakticira. Pri človeških krepostih imamo 4 kreposti, ki imajo vlogo glavnih kreposti. Med nje prištevamo razumnost, pravičnost, srčnost in zmirnost. Razumnost je krepost, ki razbere, kaj je za nas resnično dobro in izbere pravilna sredstva za njihovo izvršitev. Razumnost je krmarica kreposti, saj ostalim krepostim naznačuje pravilo in mero. Razumnost usmerja tudi sodbo vesti. Razumen oziroma razsuden človek odloča in ureja svoje ravnanje v skladu s to sodbo. Tudi pravičnost je naravna krepost, ki pomaga, da damo Bogu in bližnjemu to, kar jima gre. Ločimo 2 vrsti pravičnost. Pod A pravičnost do Boga, ki rečemo tudi krepost bogodanosti, pod B pa pravičnost do ljudi, ki obsega spoštovanje pravic vsakogar in tudi načelo poštenosti glede oseb in skupnega blaga. Ko govorimo o srčnosti, se zavedamo, da gre za krepost, ki nam v težavah zagotavlja trdnost in stanovitnost v prizadevanju za dobro. Srčnost krepi odločnost v upiranju skušnjavam in premagovanju strahu in ovir v naravnem življenju. Pripravi človeka, da gre prav do odpovedi in celo do žrtvovanja svojega življenja, ko je treba obraniti pravično stvar. Tudi zmirnost je krepost, ki brzda privlačnost na slad, torej ugodja, in daje ravnotežje pri uporabi ustvarjenih dobrin. Z njo se usposablja volja za gospodstvo nad nagoni in ohranja teženja v mejah dostojnosti in poštenosti. Zmiren človek usmerja svoje čutne težnje k dobremu, ohranja zdravo razsodnost ter se ne ravna po svojem poželenju in po svoji moči, da bi sledil pohlepu svojega srca. V sebi ohranja svobodo in človeško dostojanstvo, ki mu pomenita največ. Ko govorimo o božjih krepostih, jih imenujemo zato, ker nas povezujejo z Bogom in nas usposabljajo za življenje s presveto trojico. Božje kreposti imajo za svoj izvir, nagib in predmet, torej trojedinega Boga. Božje kreposti so temelj, duša in značilnost kristjanovega naravnega delovanja. Bog jih ulije v dušo vernih, da bi lahko živeli in delovali kot Božji otroci in prišli v večno življenje. So tudi poroštvo navzočnosti in delovanja Svetega Duha v človekovem življenju. Med Božje kreposti štejemo 3 kreposti: vero, upanje in ljubezen. S krepostjo vere verujemo v Boga. Po njej sprejemamo za resnico vse, kar nam je Bog rekel in razodel in kar nam Sveta Cerkev predloži v verovanje. Z vero se človek svobodno, popolnoma izroči Bogu in skuša spoznati in izvrševati Božjo voljo. Zato je vera brez del mrtva. Vero je torej potrebno ohranjati, iz nje živeti in jo tudi izpovedovati, jo izpričevati tudi v najtežjih okoliščinah in jo tudi oznanjati. Tudi upanje spada med Božje kreposti, s katerim hrepenimo po nebeškem kraljestvu in po večnem življenju, kot svoji sreči, zaupajoč v Kristusove obljube in opirajoč se na pomoč milosti Svetega Duha. Krščansko upanje se razvije še posebej pri razglasitvi Jezusovih blagrov. Blagri dvigajo naše upanje k nebesom kot novi obljubljeni deželi. Blagri začrtujejo našemu upanju pot skozi preizkušnje, ki čakajo Jezusove učence. Upanje je varno in trdno sidro duše,
Je tudi orožje, ki nas ščiti v boju za zveličanje, daje nam veselje sredi preizkušnje same. Zato smemo tudi upati na nebeško slavo, ki jo je Bog obljubil tistim, ki ga ljubijo in izpolnjujejo njegovo voljo. V upanju zmoremo s pomočjo Božje milosti vztrajati do konca, da bi zmogli doseči nebeško veselje kot večno Božje plačilo za dobra dela. Katoliški katekizem Cerkve pravi, da je ljubezen Božja krepost, s katero ljubimo Boga nad vse, zaradi njega samega in svojega bližnjega, kakor sami sebe zaradi ljubezni do Boga. Jezus napravlja iz ljubezni novo zapoved, saj je ljubezen višja kakor vse kreposti. Ljubezen je prva od Božjih kreposti. Apostol Pavel lepo pravi, za zdaj pa ostanejo vera, upanje, ljubezen. To troje, največja od teh pa je ljubezen. Ljubezen je torej duša in navdihovalka uresničevanja vseh kreposti, je vez popolnosti, potrjuje in očiščuje našo človeško zmožnost za ljubezen, dviga jo k nadnaravni popolnosti Božje ljubezni. Sadove ljubezni so veselje, mir in usmiljanje. Ljubezen zahteva dobrotljivost in bratovsko svarjenje. Ljubezen je dobrotljiva, vzbuja vzajemnost, je nesebična in darežljiva. Ljubezen je prijateljstvo in občestvo. Dopolnitev vseh naših dobrih del je torej ljubezen. Danes smo lahko slišali in še bolj spoznali, kako so kreposti neobhodno potrebne, ne samo za naše obstajanje, ampak da preko njih z Božjo pomočjo v svojem življenju naredimo iz sebe nekaj velikega. In kaj je to? Da končno uresničimo in spopolnimo svoje življenje. Kreposti dvigujejo torej naše življenje na višjo kvalitetno raven bivanja, nas usposabljajo za vsako dobro delo. Kreposti ti pomagajo, da lahko v sebi izklešeš tisto originalno Božjo podobo, ki bo iz tebe izžarevala srečo, veselje, svobodo, ustvarjalnost, urejenost in rodovitno življenje. Zato je vredno biti kreposten človek. S temi vsebinami zaključujemo današnji večer. Hvala, ker ste bili z nami in vabljeni tudi na naš naslednji hagioterapevtski večer.